No, pa poglejmo. Se kdaj vprašamo, kako je tista preprosta škatla pod televizorjem postala, pravzaprav ustvarjalno srce sodobnega doma? Danes se podajamo na potovanje skozi neverjetno preobrazbo videoiger. Potovanje, ki ni spremenilo le naše zabave, ampak kar naš način življenja. Ustavimo se za hip. Se spomnimo tistega prvega občutka, ko smo v roke prejeli igralni plošček. Tistega navdušenja, ko je digitalni svet na zaslonu prvič ubogal naš ukaz. Ravno ta spomin, ta trenutek čistega čudenja, je izhodišče celotne te zgodbe. In kakšen preskok je bil to? Od preprostih 8-bitnih likov, kot je bil Mario, do fotorealističnih svetov, ki jih danes, odkrito rečeno, komaj da ločimo od resničnosti. Ampak ta vizualna evolucija je samo vrh ledene gore. Odraža namreč veliko globšo spremembo vloge, ki jo ima igričarstvo v naših življenjah. Pa se potopimo v to. Na samem začetku konzola ni bila le igrača. Zelo hitro je postala nekaj veliko večjega. Portal, vrata v popolnoma nove svetove. In ko rečemo portal, ne mislimo zgolj na kos plastike in silicija. Govorimo o napravi, ki je milijonom omogočila vstop v vzporedna vesolja. V svetove, ki imajo čisto svoja pravila, svojo fiziko in seveda svoje zgodbe. V svetove, kjer je lahko vsak skok metafora za nekaj večjega. Tale časovnica res lepo prikaže ta razvoj. Vse se je začelo z Nintendom, ki je na široko odprl vrata v preproste, a neverjetno zasvojljive svetove. Potem je prišel PlayStation s CD-om in dodal kinematografsko globino, kompleksne zgodbe. Xbox nas je z Xbox Live prvič zares globalno povezal. Wii je naredil pravo revolucijo, ko je v igro vključil celotno telo. In danes? Danes so meje med nalaganjem in igranjem praktično izbrisane, svetovi pa so osupljivo resnični. Ampak gremo naprej. Poglejmo, kako se je ta razvoj nadaljeval. Portal se ni ustavil pri konzoli. Sploh ne. Razširil se je in preoblikoval celoten prostor okoli sebe v nekakšen osebni nadzorni center. Poglejmo tole. To že zdavnej ni več samo en televizor in kavč, kaj ne? Ne, to je prava simfonija tehnologije. Več monitorjev, ki razširijo naše vidno polje, periferne naprave, ki se odzivajo na dogajanje v igri in celo pametno osvetlitev, ki celotno sobo spremeni v podaljšek virtualnega sveta. In tukaj je tista ključna točka, ki presega zgolj igranje. Ta prostor ni več namenjen samo zabavi. Postal je, univerzalni vmesnik. Isti računalnik, ki poganja najnovejše igre, se uporablja za programiranje, urejanje videov ali virtualna srečanja. Ta nadzorni center je postal epicenter našega digitalnega življenja. In če kdo še vedno dvomi o moči teh novih prostorov, pomislimo samo na to številko, 12 milijonov. Toliko ljudi se je hkrati udeležilo virtualnega koncerta v igri Fortnite. To ni več samo igra, to je kulturni fenomen, novo globalno zbirališče, ki z lahkoto konkurira največjim stadionom na svetu. In to nas pripelje do ene, pravzaprav kar osupljive primerjave. Kako se ti digitalni svetovi danes kosajo z najbolj znanimi fizičnimi tematskimi parki na svetu? Tale misel pravzaprav pove vse. Ustvarjanje čarobnih, poglobljenih svetov ni več v domeni peščice izbrancev z ogromnimi proračuni. Ne, ta moč se je preselila v naše domove. Poglejmo to neposredno primerjavo. Na eni strani imamo fizični park, čudovit seveda, a omejen s prostorom, fiziko in seveda ceno. Govorimo o 14 hektarjih. Na drugi strani pa imamo digitalni svet, ki ponuja raziskovanje več planetov in skoraj popolno svobodo interakcije. In vse to za delček cene. Dostopno iz domačega naslanjača. To je demokratizacija izkušenj v polnem pomenu besede. Ampak kaj sploh omogoča nekaj tako neverjetno realističnega? Tehnologije, kot je Unreal Engine 5. S tehnikami, kot je sledenje žarkov, ki simulira pot vsakega posameznega fotona svetlobe, virtualni svetovi ne posnemajo več resničnosti, postajajo njena zrcalna slika. S tem pa smo prišli do jedra, do osrednje ideje te celotne analize, preobrazbe naših domov v ustvarjalne laboratorije, kjer se ideje iz znanstvene fantastike preprosto uresničujejo. Postopek je, verjeli ali ne, presenetljivo preprost, ampak revolucionaren v svojem učinku. Vse se začne z navdihom, pogosto iz znanstvene fantastike. Nato dostopna tehnologija, kot so 3D tiskalniki in mikrokontrolerji, omogoči, da se ta navdih prelevi v otipljiv, delujoč prototip. Vse to, kar v domači garaži. Poglejmo konkreten primer. Hacksmith. Ta skupina inženirjev je v svoji delavnici zgradila svetlobni meč. In to ni samo rekvizit.
je delujoča naprava, ki lahko reže jeklo. Ikona znanstvene fantastike je postala resničnost. Ali pa poglejmo Colina Furza, ki je na svojem dvorišču zgradil repliko AT-AT hodca iz Vojne zvezd v polni velikosti. To niso več samo ljubiteljski projekti, po ambicijah in obsegu tekmujejo s profesionalnimi hollywoodskimi studiji. In ta zadnji primer res prikaže vrhunec te združitve fizičnega inženiringa z napredno programsko opremo. Košarkarski obroč, ki s pomočjo umetne inteligence aktivno sledi žogi in poskrbi, da vsak met zadene. To je čista znanstvena fantastika, zgrajena v domači garaži. Torej, kam nas vse to pelje? Kaj to pomeni za prihodnost? Vsi ti trendi kažejo v smer, kjer bo naš dom postal popolnoma interaktiven prostor. Kaj bi lahko sledilo? Morda nevronski vmesniki za upravljanje z mislimi, morda svetovi, ki jih v realnem času generira umetna inteligenca, tako da nobena izkušnja ni enaka, in domovi, kjer bo ustvarjalni laboratorij tako običajen prostor kot kuhinja. Meja med igro, delom in življenjem se ne bo le zabrisala, morda bo popolnoma izginila. Seveda pa takšna prihodnost odpira tudi resne etične dileme. Kdo bo varoval zasebnost naših nevronskih podatkov? Kakšna je nevarnost zasvojenosti s svetovi, ki so morda privlačnejši od resničnosti? In seveda, kakšen je okoljski vtis ogromnih podatkovnih centrov, ki vse to poganjajo? To so resna vprašanja, na katera bomo kot družba pač morali najti odgovore. In s tem se krog nekako sklene. Portal, ki se je odprl z majhno 8-bitno konzolo, je prerasel svoje okvire. Ni več omejen na zaslon. Postal je naš dom, naš osebni laboratorij, kjer se ne le igramo, ampak aktivno oblikujemo prihodnost. Tu nas pušča z enim samim, a zelo globokim vprašanjem. Ko lahko ustvarjamo svetove, ki se zdijo bolj resnični od resničnosti, in to kar v lastni dnevni sobi, kje se sploh še začne resničnost? In to je vprašanje, ki ostaja odprto.